Zdaj se nam je pridružil David Daud, višji sodelavec pri Fundaciji za obrambo demokracij. David, libanonski predsednik Joseph Aoun pravi, da bo Bejrut sprejel nič manj kot popoln umik izraelske vojske. Ali gre tukaj za poziranje pred lastnimi državljani v Libanonu, ali pa to stališče dejansko vpliva na pogajanja, ki jih trenutno spremljamo v Washingtonu? Hvala, da ste me povabili. Mislim, da to ni zgolj poziranje. Mislim, da je poziranje to, da se pretvarja, da je to rezultat, da Libanon uveljavlja svojo suverenost. Ali iskreno karkoli že to pomeni. To je Libanon, ki zelo jasno poskuša izkoristiti islamabadsko pot, kot jo je pred nekaj tedni poimenoval predsednik vlade Nawaf Salam in dejal, da pogajanj med Libanonom in Izraelom ter njihovih izidov ni mogoče povsem ločiti od te poti. Zdaj se dogaja to, da se libanonska zahteva, izraelski umik, popoln izraelski umik iz južnega Libanona, dolgoletna libanonska zahteva, ponavlja tudi v hodnikih oblasti v Teheranu iz očitnih razlogov. Želijo čim bolj obrniti nazaj nazadovanja, ki so jih utrpeli njihovi posredniki Hezbolah. Del tega je izraelska okupacija južnega Libanona. To zadeva samo bistvo odporniške pripovedi Hezbolaha. Če pomislimo na 25. maj 2000, ko Hezbolah lažno trdi, da je vojaško izgnal Izrael iz južnega Libanona, to ne drži. Bili so notranji izraelski dejavniki, ki so privedli do umika. Kljub temu Hezbolah trdi, da so izrinili Izrael iz Libanona, da so osvobodili južni Libanon. In to je okrepilo njihovo podporo ter legitimnost v Libanonu, celo med nekaterimi njihovimi nasprotniki že desetletja. Torej, če vojaško delovanje Hezbolaha v Libanonu pripelje do razveljavitve tega temeljnega mita, tega osrednjega stebra legitimacije odpora, to ni le vojaški poraz za Hezbolah. To je pripovedni poraz za Hezbolah in prav to skuša Iran obrniti. In to se slučajno ujema z libanonskim stališčem. In spet Libanonci lahko sedijo tam in se pretvarjajo, veste, suverenost, suverenost, suverenost. Pogajajo se v svojem imenu. Če pa pogledamo dosedanje izkušnje, gre v resnici za pritisk Irana, ker si Združene države želijo ostati v dogovoru. To postane ameriška zahteva in pritisk na Izrael. In Izrael je prisiljen obogati, seveda, ker je odnos med našima državama takšen, da so Združene države starejši partner, Izrael pa mlajši partner. Kako torej vpliva celica za preprečevanje konfliktov, ki so jo vzpostavili Iran in ameriški posredniki v Švici, ne Izrael? Kako to vpliva na ta pogajanja v Washingtonu? Bomo videli. Mislim, če mene vprašate, so pogovori v Washingtonu zgolj fasada. To je farsa, ki poteka zato, da bi poskušali prikazati, kot da Iran ni tisti, ki določa pravila in postavlja parametre dogajanja v Libanonu. Tako da mislim, da je karkoli se zgodi s pogovori v Washingtonu v resnici nepomembno. To je zgolj fototermin. Nič res konkretnega se ne bo zgodilo. Če se bo kaj konkretnega zgodilo, se bo to zgodilo med Združenimi državami in Iranom. Včeraj so potekali pogovori med Združenimi državami in Iranom v Ženevi. Govorilo se je o Libanonu. O tem so poročali še preden so se pogovori sploh začeli. To je za Iran zelo pomembna točka. Iran se je od sredine aprila igral igro, kdo bo prej popustil z Združenimi državami, tvegal nadaljevanje ameriških in izraelskih vojaških akcij proti Iranu, bolečino, ki jo to povzroča Iranu, samo zato, da bi rešil Hezbolah. Pravijo, če ne ustavite vojne v Libanonu, kot temu pravijo oni, oziroma v resnici vojne proti Hezbolahu, smo pripravljeni še naprej prenašati bolečino zaradi nadaljevanja izraelskih ali izraelskih in ameriških vojaških akcij. Tako pomembno je to za Irance. Torej, to je res na iranski strani in to, kar se bo tam zgodilo, bo v resnici določilo okvirje oziroma meje tega, kar bo Izrael smel početi v Libanonu. Že smo slišali poročila, da izraelske sile pozivajo naj se umaknejo z določenih območij južnega Libanona kot znak dobre volje do libanonske vlade. Ampak spet, to je izpolnjevanje iranske zahteve po umiku Izraela iz južnega Libanona. Kaj pa libanonski civilisti? Ali jih jezi, da je Iran tisti, ki sprejema odločitve? Ko govorimo o suverenosti, to ne vpliva le na libanonsko vlado, ampak tudi na same libanonske civiliste. So jezni ali pa so preprosto veseli, da bi se vojna lahko kmalu končala? Mislim, da velja slednje. Mislim, da obstaja pripoved, ki smo jo videli pri zunanjem ministru Gidonu Sariju, ki se nenehno ponavlja, da je Hezbolah nekako sovražnik Libanona. Vidimo to vztrajanje strani Izraela, da govorijo v imenu Libanoncev. Libanonci vidijo Hezbolah kot sovražnika svoje države.
Vidimo dosledno stališče državnega sekretarja Marka Rubija. Poglejte, mislim, da je v Libanonu veliko jeze v določenih delih libanonske družbe. Poudarimo to, ker Libanon ni enotna država glede svojih čustev, glede svoje narodne identitete. Torej, so določeni deli libanonske družbe zelo jezni na Hezbolah, ker je ta vojno začel po nepotrebnem zaradi tujega razloga. Prepričan sem, da je nekaj jeze tudi med šiitsko skupnostjo, ki predstavlja osnovo za podporo Hizbolahu. Ampak mislim, da si večina Libanoncev zdaj, ne glede na vse, želi predvsem konec vojne in spremembo dojemanja. Vete, med libanonskimi šiiti ne vidimo nobenih znakov, da bi se v večjem številu obrnili proti Hizbolahu. Kaj je potrebno, da bi to organizacijo, ki je del libanonske družbe in del soglasja libanonskih šiitov, spremenili v izobčeno organizacijo? Širše gledano pa Libanonci, ki nasprotujejo Hezbolahu, v enaki meri nasprotujejo tudi Izraelu. Prav tako nimajo nobene naklonjenosti do Izraelcev. In kar se dogaja Izraelcem je, da poslušajo podskupino Libanoncev, libanonske aktiviste, ki so večinoma v Washingtonu in imajo morda drugačna čustva do Izraela. Ampak ti, veš, ko govorimo o libanonskem soglasju, predstavljajo le majhen delček libanonskega narodnega soglasja. Tudi če se predstavljajo brez dokazov, da predstavljajo širše soglasje. Ampak rekel bi, da si večina Libanoncev želi konca vojne, ne glede na to, kako se to zgodi. Ali si želijo iranske hegemonije nad svojo državo ali prevlade nad svojo državo, je sekundarno vprašanje, s katerim se bodo ukvarjali potem, ko si bodo najprej želeli konca vojne in svojih občutkov do Hezbolaha in Izraela, kar ponovno govorimo o veliki večini Libanoncev, ne o šiitskem prebivalstvu, so enako negativni. David Dowd, lepo, da ste bili z nami na i24 News English in da smo slišali vaše poglede o tem, kaj se dogaja v Libanonu in kdo v resnici sprejema odločitve. Hvala, da ste bili z nami. Hvala.